Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas pripravljamo te predvolilne oddaje vezane na lokalne volitve 2022. No, prvi krog lokalnih volitev je za nami, večina županskih kandidatov je znanih, znani so tudi občinski svetniki, no, niso še pa znani vsi župani, ki bodo v decembru nastopili na svoji funkciji in v ta namen seveda potekajo 4. decembra lokalne volitve drugi krog. Da bi pa vam nekako predstavili finalista županskih volitev v občini Puconci, pa smo danes za vas pripravili soočenje teh dveh kandidatov, da se boste občani in občanke občine Puconci v nedeljo 4. decembra lažje odločili. Tako sta z nami gospod Branko Ritlop, katerega predlagatelj so socialdemokrati. Gospod Ritlop je dobil 29,78% glasov, torej 881 glasov. Tako da gospod Ritlop, najprej čestitke za uvrstitev v drugi krog, pa hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala vam, hvala za povabilo. Naslednji kandidat, ki je prišel v finale pri tej tekmi za županski stolček v občini Puconce, je pa gospod Uroš Kamenšek, katerega predlagatelj je Slovenska ljudska stranka. Gospod Kamenšek, dobili ste nekaj manj kot 26% glasov, torej za vas je glasovalo 760 občanov in občank občine Puconci, tako da gospod Kamenšek, čestitke za uvrstitev v drugi krog, pa hvala tudi vam za odziv na vabilo na tokratno soočenje v našem studiu. Ja, hvala za čestitke, hvala za vabilo in vsem skupaj en lep dober dan. Morda za gledalke in gledalce, pa tudi za vaju, cenjena gosta, da nekako tudi povem, kakšne so pravila igre. Torej imamo 6 različnih tematskih sklopov. Najprej bosta kandidata komentirala volilni rezultat, potem se bomo pogovarjali o občini po meri občanov, pogovarjali se bomo o črpanju evropskih sredstev, šli bomo na kmetijstvo, imamo tudi nekaj vprašanj občanov in občank iz občine Puconci, no na koncu pa še bosta kandidata imela tudi možnost za zaključno misel in pa tudi nagovor vam, dragi volilci in volilke. Zdaj, sam sistem je podoben, kot je bil pri prejšnjih soočenjih. Tisti, ki dobi glavno vprašanje, ima na razpolago 2 minuti časa, da odgovori na vprašanje. Konkurent, če se lahko tako izrazim, pa ima potem minuto časa, da še pove svoje mnenje. In tisti, ki je dobil vprašanje, še ima potem na koncu čas, da zaključi misel v dolžini največ 1 minute. To velja dejansko, to je nek pristop, ki ga nekako danes želimo tudi izvesti. No, pri prvi točki ni komentarjev, ni replik, ampak je samo imate 2 minuti na razpolago, da nekako komentirate te volilne rezultate. Tako da, draga gospoda, bi šli kar na prvo točko, to je komentar volilnih rezultatov. Pa glede na to, gospod Ritlop, da vi imate najboljši rezultat, bi pa, če se gospod Kamenšek s tem strinjate, bi pa gospoda Ritlopa prosil za komentar volilnega rezultata v občini Puconci. Tako da, gospod Ritlop, imate na voljo 2 minuti. Ja, najprej našim volilcem pa volilkam predvsem zahvala za to, za vsak glas, ki sem ga dobil. Sem zelo zadovoljen za to podporo. Res je, kandidati, kateri smo bili, 5 nas, vsi smo se podelili po svojih možnosti, kako smo se lahko. In zelo me veseli, da sem tudi z svojim pogovorom, predvsem pa tudi z obiskom vseh naših 23 vasi, katerim sem kar občutil neko podporo, pa tudi nekako mnenje nazaj, kaj je potrebno spremeniti. In res tisto, kot jaz redno rečem, da potrebne so neke nove spremembe, neke nove možnosti, neke novo vsebino, nova zgodba, ki občino potrebuje.
In zato se jaz res zahvaljujem tudi za naprej. Upam, da jih bom vseeno prepričal z mojo vizijo, da si želimo predvsem neko drugačno in boljšo občino. In vsem še enkrat hvala vsem občankam pa občanom. Hvala lepa, gospod Ritlop. Gospod Kamenšek, še vaš komentar volilnega rezultata v občini Puconce. Najprej hvala. Res iz srca se iskreno zahvaljujem vsem volilkam, volilcem, ki so mi namenili glas v prvem krogu. Bilo vas je veliko. Veseli me, da ste v meni prepoznali osebo, ki prinaša neke nove ideje, ki ima dobro energijo, ki ima sposobnosti in delavnost. Predvsem pa me veseli to, da ste v meni prepoznali osebo, ki lahko res prinese spremembe. Nisem obremenjen s preteklim delom v občinski upravi, v občinskem svetu, tako da lahko res z gotovostjo zagovarjam te spremembe. Predvsem me pa veseli dejstvo, da ste, drage volilke in volilci, v meni prepoznali osebo, ki lahko nadomesti mojega največjega podpornika, dolgoletnega župana Ludvika Novaka. Svojo mladostjo, z energijo lahko skupaj delamo spremembe. In če mi dovolite tule uporabiti misel zelo znanega fizika, dr. Alberta Einsteina, neumno je ponavljati vedno znova iste napake in pričakovati drugačen rezultat. Hvala lepa, gospod Kamenšek, hvala lepa, gospod Ritlop, za vaše odgovore pri tej temi. Gremo sedaj na naslednjo vsebinsko temo, to je pa občina po meri občanov. Torej, ljudi vedno zanima, kaj se bo zgodilo po volitvah, eno so obljube, drugo je pa realnost. Pa gospod Kamenšek, vprašanje za vas. Kateri so vaši prvi ukrepi oziroma koraki, ki jih boste storili, ko boste, če boste izvoljeni za župana občine Puconce? Ja, dobro vprašanje. Dejansko jaz izhajam iz izhodišča občina po meri občanov, torej občani morajo čutiti, da je občina, župan, občinska uprava in pa ne nazadnje tudi občinski svet v službi vseh občank in občanov. Jaz sem že v svojih predstavitvah zagovarjal dejstvo, da je nujno potrebno stopiti korak naprej, ko govorimo o delovanju občinske uprave, delovanju same občine. Torej, pripravljenih imamo kar nekaj konkretnih ukrepov. Eden izmed prvih ukrepov, katerega bomo skupaj s celotnim občinskim svetom sprejeli, je ta, da bomo stopili korak bližje k transparentnejšemu delovanju občine in pa občinskega sveta. Ne nazadnje k temu nas zavezuje tudi statut in pa zakon o občinah. Kaj bomo naredili? Torej, seje občinskega sveta se bodo začele snemati, video snemati, tako da lahko občanke in občani tudi spremljajo, na kak način deluje občinski svet, na kak način delujejo občinski svetniki, katerim so oni zaupali svoj glas, svoje zaupanje. Potem spet korak naprej, uvedba e-poslovanja občine, torej razbremenitev srednjega delovno aktivnega sloja občank občanov, da lahko preko spleta urejajo razne vloge, kar pa ne pomeni, da bomo občino zapirali pred občani, vsi bodo vljudno vabljeni. Jaz kot župan bom pa deloval dejansko pod svojim poslanstvom, torej tukaj sem, da poslušam, da pomagam in da skupaj iščemo rešitve. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Gospod Ritlop, še vaš pogled, kaj bodo tisti vaši prvi koraki? Lahko povem, da kar nekaj sprememb želim uvesti, predvsem ta, da je kot prvo občinska uprava deluje dobro, razen potrebuje neko reorganizacijo, predvsem pa to, da je občan dobrodošel na občini.
Se strinjam s tem z e-poslovanjem, to že poslujemo, nekaj posluje že zdaj občina, predvsem potem ta informiranost občanov je potrebno nagraditi na višji nivo. To se tiče občinske uprave in jaz bom res uspel vse pogovore z vsemi sodelavci občinske uprave, potem tudi z vsemi ostalimi javnimi zavodi, ki imam v občini. Potem pa je pa pomenilo tudi to, da kot sem zdaj opazil, da vse več je potrebno tudi župan, da gre na teren, da vidi, kako je po vaseh, vidi, kje da želim si enakomeren, enakovreden razvoj. In predvsem po mojih po kampanji sem opazil, da to si ljudje želijo, oziroma tudi društva, krajevne skupnosti, razne katerekoli organizacije, mora biti župan prisoten in se z njimi tudi pogovoriti. Hvala lepa, gospod Ritlop. Še gospod Kamenšek, vaša zaključna beseda pri tej temi? No, strinjam se, da mora biti župan prisoten na terenu in kakorkoli gledamo, če vprašamo občanke, občane, aktualni župan Ludvik Novak je postavil zelo visoke standarde tega, težko rečemo, da ni bil prisoten na terenu, ker je za njega znano, da je ljudski človek. In kot moj največji podpornik je v meni tudi on prepoznal ravno ta dejavnik. Jaz sem že sedaj preko svojega delovanja skozi vsa društva zelo prisoten na terenu in vse problematike so mi dobro znane. Vendar pa vseeno morajo občani in občanke začutiti delovanje občine, čutiti svoj pomen znotraj občine in dejansko vedeti, da je občina tam za njih in ne obratno. Hvala lepa. Gospod Ritlop. No, samo tu bi dodal samo, dejansko nekako se ne strinjam. Bil sem zdaj tudi v zadnjih 4 letih občinski svetnik in tudi kot predsednik krajevne skupnosti in tega delovanja občine, krajevne skupnosti, vasi, bilo je zelo malo. Bilo je ogromno teh občin zborov, srečanje krajevne skupnosti tega ni bilo in tudi zdaj po terenu še enkrat podarjam, bil sem na terenu zdaj vseh 23 dni in to sem zdaj občutil, da pogovora župan, občani, občina, občani je bilo zelo malo ali pa tudi na časne momente tudi nič. Dobro, gospod Kamenšek, še vaš 30 sekund še za zaključek. 30 sekund. Potem pa se mi je porodilo eno vprašanje, ki vam se bomo zaključek Jaz kot predsednik vaškega odbora Bodonci tega nisem čutil, kar je kolega Branko zdaj povedal. Mi smo vedno na svojih sejah imeli prisotno občinsko svetnico, ko je seveda bilo možno. Tudi župan se je vedno znova rad pojavljal na naših sejah. Je pa dejstvo, da ko smo kot svet krajevne skupnosti imeli kakršnokoli potrebo, kakršnokoli idejo, nas je župan vedno z veseljem sprejel. Glede na to, kako željo imasta po srečevanju z občani in občankami, družabno življenje, eno drugo, to zahteva kar dobro kondicijo. Sta vidva dovolj kondicijsko pripravljena, gospod Ritlop? Če me zdaj to sprašujete, veliko razmišljam o tem. Vprašanje je bilo res, nisem pričakoval tega vprašanja, ampak je vprašanje na mestu. Tega sem si, koliko je teh društev, koliko je teh, se pravi tudi krajevnih skupnosti, tudi občani, ko sem samo omenil, da želim si tega obiski, da res bomo mogli vložiti ogromno energije za to, ampak je potreba potem. Ljudje to pričakujejo, res, ne bom rekel, da ne bom sam vse kritičen, Ludvik Novak je, on je še obiskal še kak je rojstni dan, ampak mora se pa pokazati, moraš ljudem prisluhniti, da ti dobiš celo sliko naše občine, ne samo tu na občinskem svetu, ki upam, da bomo sodelovali dobro, pričakujem ga tako, tudi ga vidim tako, ampak vseeno, glede, če greš na te občine zbore, koliko je povabilo, ki te dobiš neke odgovore ali pa tudi mogoče daš neko vprašanje, zakaj je to tako, res pa je tako, da mislim, da zdaj se čas prišlo, koliko bom imel prostega časa, ampak vseeno upam, da se bom vseeno probal najti, pa tudi občani, mislim, da tu se tega zavedajo, da je vseeno župan in kot jaz, kot če bom župan, moje vrata bodo odprta, lahko prije tudi vedno, tudi če kak je telefonski klic, prije se še tudi pogovorim, tako da ne vidim neke težave, pa ne vidim nekih težav, tako bom rekel. Hvala lepa, gospod Ritlop. Gospod Kamenšek,
Kako je z vašo kondicijo? Ste pripravljeni? Kondicijsko pripravljanje srednje, vendar jaz se bom z avtom vozil okoli, ne, torej da ta kondicija ni toliko vprašljiva. Pa nisem jaz te kondicije, isto. Eno drugo kondicijo. Že moje sedanje delovanje, in moramo vedeti, Zveza kulturnih in turističnih društev občine Puconci, kateri že drugi mandat predsedujem, na letnem nivoju organizira preko 70 društvenih dogodkov in prireditev. Jaz lahko rečem, da sem prisoten na 90% v teh prireditvah. Seveda pa tudi kot predsednik Pomurske turistične zveze se vedno znova in z veseljem udeležujem dogodkov po celotni regiji, tako da to področje mi ni novo, sem že navajen, sem dobro organiziran, tako da, drage občanke in občani, verjemite mi, vedno znova bom v vaši družbi. Želite še morda kakšen komentar, ali gremo takoj na naslednje vprašanje? Ker to je bilo tako vmesno vprašanje glede na debato. Gremo sedaj naprej za vas, gospod Ritlop. Govorimo o transparentnem delovanju občine. Ko sem brskal po internetu, sem našel eno študijo oziroma ena študija inštituta Danes je nov dan, ki je nekako ocenjeval transparentnost slovenskih občin. Torej to delovanje občinskega sveta, dostop do informacij, vključenost v sprejemanje proračuna, dostopnost spletnega mesta in tako naprej. In tu so dejansko ocenjevali 212 občin in občina Puconci je bila tukaj ocenjena na 143. mestu. Kako komentirate ta rezultat? Če morda samo povem, Moravske Toplice so, če gledamo malo sosednje občine, Moravske Toplice so na 111. mestu, občina Gornji Petrovci 133, Tišina 101, Murska Sobota na 40. mestu, Apače pa celo na 14. mestu. Torej, kako komentirate takšno oceno občine Puconci? Ja, to je to. To je ta slika, ki jo že vemo že nekaj let. Tudi ne samo, ko govorimo o tej transparentnosti kot neko celoto, se pravi glede informiranja, glede občinskega sveta, tudi glede tega, spada tudi to, kar se strinjam, kar se tiče snemanja občinskih svetov, potem tudi te razprave, da se to vidi, kako se to deluje, to je že ena slika. Potem pa tudi naprej ta informiranost, ki je, o tem ogromno se pogovarjamo, o tem, ampak nobeden, tudi, lahko povem tudi, mislim, da je malenko tudi glede občinske uprave, da ta informiranost, ki je zelo slaba, nekako, in se v tem ogromno pogovarjam, ampak noben ne pritisne, ampak to občinski svet, kot jaz občinski svet, sem vedno o tem govoril, ampak nekako ni bilo podpore za to. In ta transparentnost, ki je zelo neka slaba slika, in to je slaba slika tudi za našega prejšnjega župana, ki nekako ni dal za to, ni to pomembno je to delo, kot je, in to obvezno moramo popraviti. Me preseneča namer občina Apače, da tako visoko, ki nekako ni, ampak deluje neki čisto na drugačen način. Ona nekako tudi tista informiranost, ker vem, poznam župana, ki ni vedno blizu, ampak on tiste stvari kar naredi, da naprej je informirana, ali preko spleta, ali tudi mogoče se pojavlja več v medijih. In to je tisto, kar mi moramo popraviti. Tudi to tisto, občani morajo biti informirani vse več in vse bolj, in tega je premalo. Hvala lepa, gospod Ritlop. Gospod Kamenšek, kakšen je vaš pogled na transparentno delovanje občine Puconci? No, jaz nekako ne morem biti zadovoljen s to uvrstitvijo na tej lestvici med 212 občinami v Sloveniji. Jaz sem na to tudi opozarjal, vendar nisem imel direktnega vpliva, ker nisem deloval znotraj občinskega sveta. Tudi nekako nisem zaznal prevelikega interesa, ne zgolj občinske uprave, tudi občinskega sveta, in ko sem šel primerjavo gledati, ker ta študija je že 2 leti, vsako leto znova je objavljena in to je bilo možno pogledati, ne. Rešitve so relativno enostavne. Spletna stran občine Puconci se mora optimizirati, torej vsa dokumentacija mora biti zbrana na enem mestu, mora biti ažurna,
In kakorkoli, da ste recimo občinski svetniki dobivali gradiva za seje na svoj mail, mi občani nismo niti bili obveščeni, kdaj bo seja občinskega sveta. To bomo spremenili, tako da bodo občani o vsem pravočasno obveščeni. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Gospod Ritlop, še minuta je vaša. Ja, zelo pomembno je pri tem, kateri odbor to vodi. Mi imamo odbor za informiranje, ampak vedno poudarjam to in to me je vedno jezilo, da vedno pri teh stvarih vpliva tudi politika. To se ne sme dogajati več. Tudi zdaj razmišljam naprej, če bom župan, kdo bo postavljen na odbor za informiranje? Tisti, kdo je strokovnjak. In mi smo imeli tudi v občinskem svetu, imeli smo strokovnjake za to področje, ali pa tudi spodbujali glede predvsem informiranosti in tu mislim, da ni bilo prave podpore ali pa tudi, soglasja, da postavimo ljudi na te odbore, na te možnosti, kateri so kompetentni, izobraženi in imajo ideje in možnosti za boljšo informiranost v občini absolutno je. Gospod Kamenšek, glede na ta povolilni rezultat občinskega sveta, kakšna je sedaj tu matematika? Kdo ima tu več možnosti? Leva opcija ali desna opcija, ali imate vidva kako skupno opcijo, ali je kakšna opcija z gospodom Fickojem, kje so za različne opcije? Ja, matematika je vedno preprosta, 1 + 1 pride 2. Nisem se še ukvarjal s tem vprašanjem, nisem se poglabljal, nisem se belil glave s tem, ker jaz preprosto, tudi sedaj, ko še obiskujem občane in povem preprosto. Jaz sem pred volitvami za župana stopil v kampanjo z obljubo, da bom deloval za vse občanke in občane enako. Ne bom deloval za politične stranke, ampak zgolj in samo in izključno za občanke in občane, da urejamo njihove potrebe, njihove težave rešujemo. In jaz sem prepričan, da sestava občinskega sveta, kakršna pač je, bo sledila tej moji osnovni ideji, temu mojemu osnovnemu vodilu, torej tukaj smo za občane in občanke in ne za politične stranke. Gospod Ritlop, kakšne so tu zdaj v občinskem svetu kombinacije? Jaz bom kar realen, ne nič ne bom obračal. Ja, pogovarjal sem se z vsemi strankami in vsemi listami, ki so prišle v občinski svet. Predvsem je moj namen bil ta, kje vidijo moj program, ki je zelo bistven, ker želim si, če je ta program, ko bom župan, da ga tudi občinski svet ga potrdi in tudi na koncu 4-letnega mandata tudi realizira. Tako da se pogovarjamo mi o vseh, mislim, da imamo skoraj večino na nekih dobrih stališčih smo, na iste ideje. Res je, ne želim si nobene politike v občinskem svetu, želim si aktivno politiko, to pomeni z jasnimi cilji, da je možna razprava, da je možen konstruktivni dialog, pa da so možne ideje, kateri to, kot jaz župan, bom z veseljem tudi sprejel. Tako da se pogovarjamo se o tem, nekaj smo se tudi že dogovorili, ampak pustimo čas v čas, ko bom postal župan, mislim, da še pogovori bodo tudi z drugim opcijami in tu ne vidim nobenih težav. Gospod Kamenšek, še vaša zaključna beseda pri tem vprašanju? Kot že rečeno, delovanje občine mora biti usmerjeno v občanke in občane. Se strinjam, aktivna politika mora biti zraven toliko, da odpira vrata na področjih, kjer je potrebno. Če želimo, da bo občina trajnostno naravnana in pa prodorna občina, moramo sodelovati skupaj kot celota. In tudi v preteklosti je že bilo tako, da je občinski svet v večini primerov potem deloval kot celota in iskal rešitve za dobrobit občanov. Sestava občinskega sveta veseli me, da je nekako kombinacija znanja, izkušenj z mladostjo, zagnanostjo. Tudi jaz sem se z večino svetnikov že srečal, pogovoril, tako da jaz ne dvomim, da ne bi bili uspešni, nikakor pa ne bom dovolil, da bo občinski svet deloval na podlagi
kot na nacionalnem nivoju vidimo levi, desni. Tega ne bom dovolil. Hvala lepa. Torej, zaključili smo mi to temo občina po meri občanov, pa gremo sedaj na naslednjo zadevo, to so pa črpanje evropskih sredstev. Nekako je to nek parameter, ki nekako tudi nakazuje, kako uspešno občina deluje. Plus tega je pa seveda to tudi imajo pa občani, potem tudi nekaj od tega dobijo, kajti prek teh sredstev se izboljša infrastruktura, lahko se vdahne tudi več življenja in podobne zadeve. Tako da je to zelo pomembna zadeva. In če malo pogledamo črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014-2020, je bilo za Slovenijo namenjenih 3,3 milijarde evrov. Najuspešnejša je bila občina Ljubljana pri črpanju teh sredstev z 123 milijoni evrov. V Prekmurju je pa dejansko največ počrpala občina Murska Sobota, 11 milijonov evrov. Zanimiv je tudi podatek, da sta precej počrpali tudi občina Črenšovci, 7,5 milijona evrov, Velika Polana 4,6 evrov, občina Gornji Petrovci, ki so vedno nekako na repu, pa 2 milijona evrov. Gospod Ritlop, zdaj pa vprašanje za vas. Občina Puconci je počrpala v obdobju 2014-2020 dobre 3 milijone evrov evropskih sredstev. Kako to ocenjujete? Bom tako rekel, dobro, nekaj je pač tako, naša občina tudi je specifika, to moramo razumeti, je razpršena občina, predvsem glede, če govorimo o te komunalne infrastrukture, katera je težava pri nas, glede kako graditi, na kakšen način graditi, tudi cena priključka je zrasla skoraj na 20 000 evrov po gospodinstvu. Je pa res to, da mogoče pa nekateri projekti, ki bi lahko bili pripravljeni, nimamo pripravljeni. Vedno se je govorilo o tem, da jasno je pri vsakem nekem projektu mora biti tudi delež občinskega proračuna kot sofinanciranje. Je pa tudi to, da mi projekte, ki nekaj jih imamo, in s tem se tudi strinjam, tudi jih tudi podpiram, ampak mi nekateri projektov pa sploh nimamo. To pomeni, da mi čakamo neke razpise, da pridajo, ampak to, če mi čakali pa klikali na internet, kdaj pridajo, to ni prav. Mi moramo imeti projekte pripravljene, ideje so, možnosti so in še te projekte, ki bom pripravljen, morajo biti pripravljeni tudi z vsemi soglasji, z vsemi možnosti, tudi z kakšnim gradbenim dovoljenjem. Kaj pa še je, vnaprej, kot jaz župan, vidim zelo močno tudi ne glede na pač, da kandidiram na Socialnih demokratih, imam zelo močno politično podporo, kar je zelo pomembno in zdaj sem bil spet soboto z ministri skupaj in lahko povem to, da denar za drugo leto bo samo z pravnim pristopom, z pravnimi projekti, z pravnimi idejami in možnosti lahko tu počrpamo čim več teh sredstev, ki bodo na razpolago državna ali pa evropska. Hvala lepa. Gospod Kamenšek, 3 milijone evrov počrpanih sredstev. Je to zgodba o uspehu ali zgodba o neuspehu? To ni zgodba o uspehu. Ne bom ocenjeval, da je to zgodba o neuspehu, vendar je pa dejstvo to, da na kak način gradimo lokalno skupnost. Tako, da si postavimo jasno vizijo, jasne, izvedljive cilje, identificiramo svoje potencijale in potem na račun tega pripravljamo razvojne projekte. V tem trenutku se to na naši občini ni dogajalo, se pravi, to je nujno, da spremenimo ta miselni vzorec in pa tudi vzorec delovanja občine in to bomo naredili. Zelo pomembno pa je seveda, vsi projekti, ki jih bomo pripravljali, morajo biti interno prioritetno ocenjeni. Mi moramo v tem trenutku vedeti, kaj je nujno narediti danes, jutri, do konca mandata in na ta način delovati. Jaz imam tu eno podvprašanje. Torej, nekako, če sem dobro razumel, oba dva nekako govorite, da občina ni bila najbolj uspešna, ne? Ampak nimate vi nekega razvojnega zavoda? A je ta razvojni zavod opravil svoje poslanstvo, gospod Ritlop? No, vse to sem hotel povedati. Ne, razvojni zavod ni opravil svojega dela. Mislim, da je prav celo to,
da pridejo take neke volitve, kot je to zdaj. Ogromno se tem razpravlja, ogromno ljudje o tem govorijo. Namreč leto dni razvojni zavod ni imel direktorja, direktorice, bil je razpis, kateri je bil razveljavljen. Kako je bil razveljavljen glih, ne morem se glih strinjati se z njim, ampak pustimo temu. Glavnem občina je, oziroma občinski svet je na zadnji seji podal soglasje za novo direktorico, ki pa, bom rekel takole, imam upanje v njo, poznam jo, ki je delovala, na kateri področjih je delovala in lahko imamo to rekel, tako sem je omenil, da mislim, da zelo hitro po našem mandatu bo postalo to, da bom govoril hitro pripravil tudi kak je rebalans proračuna, ker jaz mislim, da bo, to je gospa Flegarova, ki bo prevzela direktorsko mesto razvojnega zavoda, bo že ima neke ideje, so se že pogovarjali tudi po telefonu, da ima neke ideje. Jaz mislim, upam, da bo na tem delu, predvsem črpanje evropskih sredstev pa državnih, zelo prisotno. Hvala lepa, gospod Ritlop. Gospod Kamenšek, še vaš pogled na delovanje razvojnega zavoda v občini Puconce? No, to bi samo kolega popravil. Ne drži, da je bil razvojni zavod brez direktorja. Po zakonu ne sme javni zavod biti, ne sme biti javni zavod brez direktorja oziroma brez vršilca dolžnosti. Žal je bila dolgotrajna bolniška. Res je, razvojni zavod... Ni ga bilo. Direktora ni bilo. Razumeva se. Direktor bil vršilec dolžnosti, ampak ni ga bilo. Oprosti, da sem stopil malo besedo. Bil je ali ni bil? No, vsaj, ne bom več glavnem. Bil je. Ni pa bilo razpisov, seveda v tem obdobju. Res je, razvojni zavod bi moral dati več od sebe, več idej, vendar je pa vseeno dobro potrebno poznati tudi ozadje le tega. Razvojni zavod je marsikateri razpis, projekt pripravljal v preteklosti za občino, ni bilo vidno razne kanalizacije in tako naprej, tudi črpanje po 23.a členu sredstev je bilo na plečih razvojnega zavoda. Smo pa vedno znova z razvojnim zavodom tudi Zveza kulturnih in turističnih društev občine Puconce sodelovali na način, da smo prijavljali vsebinske manjše razpise preko lokalnih akcijskih skupin in v zadnjih 4 letih smo izvajali skupaj 4 projekte. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Še imate vi kakšno? Gremo naprej. Gremo pa sedaj pri teh evropskih sredstvih pogledati malo naprej. Namreč vaš mandat, kateri odkoli od dvoje bo izvoljeni, pade, se pravi 2022-2026, pade v to evropsko perspektivo 2021-2027, kjer je na voljo za kohezijo in za razvoj kmetijstva oziroma podeželja 4,5 milijarde evrov. Kakšni so vaši načrti, da boste gospod Kamenšek, kakšni so vaši načrti, da boste v Puconce pripeljali čim več teh sredstev, ki so namenjeni za Slovenijo? No, se prej sem že na kratko mogoče nakazal, kaj je prvi korak, če želimo uspešno črpati projekte. Torej, priprava dolgoročnega razvojnega načrta občine. Ta dokument je osnova, da lahko sploh razmišljamo naprej. Napaka je, oziroma napačen pristop je ta, ki je bil do sedaj, da se čaka razpise, potem pa se pripravlja projekte. Naši projekti morajo biti ready to go, kar pomeni čakajo tudi z gradbenimi dovoljenji v predalu in čakajo na razpise, čakajo na sredstva. Torej, kaj bo prvi korak, ki ga bomo naredili? Priprava dolgoročnega razvojnega programa, kjer moramo ugotoviti točko, na kateri se nahajamo, postaviti si jasno vizijo, kam želimo dolgoročno priti, na podlagi identifikacije vseh potencialov, tudi človeških virov, potem pripravljati razvojne projekte in pa seveda imeti v mislih tudi teh 5 ciljnih politik, katere so sedaj v tej perspektivi, torej pametnejša Slovenija, zelena, nizkoogljična Slovenija, bolj povezana Slovenija, bolj socialna Slovenija, Slovenija bliže državljanom in to so ta področja, kjer moramo iskati svoje priložnosti. Jaz sem pa prepričan, da katerakoli vlada, katerikoli minister, ko na mizo prejme dober projekt, ki predstavlja rešitve nekega območja, rešitve za občanke in občane, ne glede na politične opcije, sprejme ta projekt
in ga potrdi tudi potem v izvajanje. Tako da vemo, na kak način, izkušnje imamo, tudi mreža ljudi, kar se tiče čezmejnih projektov, je aktivna, Avstrija, Slovenija, Madžarska. Imam pa tudi sam precej izkušenj na področju projektnega dela, tako da me to ne skrbi. Gospod Kamenšek, hvala lepa. Gospod Ritlup, še vaši načrti pri črpanju evropskih sredstev v tem prihajajočem mandatu? Mislim, da sem že prej omenil glede teh projektov, da projekte moramo imeti pripravljene z vsemi s temi, ko pač pripada zraven, tudi z gradbenim dovoljenjem, potem že res pravi, potem že razpisi pridajo in res ta denar, ki bo namenjen, se res mora občina potruditi in res to strategijo razvoja je zelo pomembno. Lahko bi že bila prej v tem mandatu nekako pogovarjali vse o tem, ampak to skupaj ne, župan ne, občinska uprava nekako se je nekaj lotila zraven, tudi strategija turizma in kao, da se pripravlja, ampak se ni pripravila. Tada to bo zdaj zelo neka prioriteta pri tem in projekte res pripraviti, predvsem pa imamo velike želje in potrebe potem, da bo to res kakoli že v začetku mandata je kot prva priprava, kako se pač uveljavi, prva priprava o tem, da se res pogleda, da se res tudi kakšne ideje najde, skupaj pogovorijo tudi z razvojnim zavodom, kot smo se prej pogovarjali, da najdemo te možnosti in opcije za razvoj občin naprej. Gospod Ritlup, še gospod Kamenšek, Še za to vprašanje imate na razpolago 60 sekund. Dve zadevi je potrebno tudi upoštevati. Prejšnje finančno obdobje je imelo v večini vsebinskih in pa razvojnih projektov tudi eno tako varovalo not, namreč marsikateri projekt ni bil na voljo lokalnim skupnostim. V tej novi perspektivi že sedaj vidimo tudi iz programa Renew EU, torej program za okrevanje in odpornost, so se lahko že občine tudi prijavljale s svojimi idejami, recimo razvoj turistične infrastrukture in tako naprej. Je pa še eno dejstvo, ki ga pa nikakor ne smemo zanemariti, koeficient razvitosti občine Puconci znaša 0,83. Slovensko povprečje je 1. Kaj želim povedati? Občina Puconci je v razponu, kjer ji pripada tudi 100% financiranje iz državnega proračuna, vendar zgolj in samo na način, da so projekti vnaprej pripravljeni in čakajo na izvedbo. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Torej, sedaj zaključujemo to temo, pa gremo sedaj na četrto temo. To je pa kmetijstvo kot priložnost za razvoj podeželja. Torej, občina Puconci je velika nekaj več kot 100 kvadratnih kilometrov in od tega je 50% kmetijskih površin. V sami občini je več kot 500 kmetijskih gospodarstev in indikatorji glede, bom rekel, poti, kam se pelje to kmetijstvo, niso ravno spodbudni. Namreč število kmetijskih gospodarstev pada. Če je bilo leta 2000, okoli leta 2000 še okoli 1000 gospodarstev, se jih sedaj zmanjšuje in se približuje vse bolj številki 500. Je pa po eni strani ni ravno spodbudno, če pa grem malo pogledat seznam lokalnih ponudnikov in grem to pogledat na stran občine, pa vidim, da jih je tam samo 5 oziroma 7. Če gledam sedaj 5, če gledam par let nazaj 7, odvisno od leta, v katerem je to. Pa gospod Kamenšek, kje vi vidite glavne potencijale za razvoj kmetijstva v občini Puconci glede na te številke, ki sem vam jih sedaj predstavil? No, vse vaše dano izhodišče kaže realno sliko, ki je znotraj občine. Kaj bomo kot občina morali nujno narediti? Torej, s 1.1. naslednjega leta stopa v veljavo dokument SKP, skupna kmetijska politika, ki že znotraj dokumenta tudi sam po sebi identificira področja, katera ste mogoče malce nakazovali. Dejstvo je, gorički del, specifika kmetovanja na goričkem delu se močno razlikuje od ravninskega dela. Zato je potrebno iskati priložnosti in pa izzive in pa potencijale za ti dve področji ločeno.
Torej, kaj bomo kot občina naredili? Se pravi, ravninski del bomo spodbujali, sofinancirali dejavnosti, katere smo že do sedaj, torej po apnenje tal, kemijske analize in tako naprej. Ko pa govorimo o goričkem delu, jaz vidim osebno potencial v razvoju ekološkega kmetovanja, potem v razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, s tem dodajamo dodatno vrednost. Nikakor ne smemo pozabiti področja SKP-ja, predvsem kar se živinoreje tiče, se pravi spodbujanje razvoja področja govedoreje in pa reje drobnice na ta način. Tudi potem gorički del rešujemo nekako zaraščenost področja. Vendar pa vse je potrebno nekako delati kot celota. Še naprej spodbujati tudi gradnjo hlevskih kapacitet, predvsem na način, da oprostimo te investicije plačila komunalnega prispevka, vendar želim povedati to. Kmetijstvo po mojem predstavlja eno izmed pomembnejših potencialov panoge na območju občine. In zgolj in samo na način, da bomo aktivno uvajali to skupno kmetijsko politiko, se držali teh načel, smo lahko uspešni. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Gospod Ritlop, še vaš pogled, kje vi vidite glavne potencijale za razvoj kmetijstva? Kar se tiče, res je, kmetijstvo je pa zelo velikim izzivom. Ta repromaterial, ki ga uporabljajo kmetje, od gnojenja do pnenca, to občina samo mora sofinancirati, tudi zdaj sofinancira in v tem ne vidim težav. Tudi mogoče se pogovori z sami kmetovalci je pomemben, da še vidimo ne samo tisto, ki kot sama občina, ampak tudi z kmetovalci skupaj, da vidimo, kje lahko občina pomaga, pa če skozi samo z nekim malim deležem. Spodbuja mladim kmetom, pa res je tisto, kot ste rekli, dopolnilne dejavnosti, mislim, da so za našo občino pomembne. Ta dopolnilna dejavnost ne samo kot turistična kmetija, se pravi, da prenočišča ali pa kakšne domače, ki imajo nekako, ne vem, urejeno tudi, da pridejo pač gosti na dom. Tudi ta butična ponudba, ki jo mi že imamo, ki jo imamo radi, ki jo vemo, kaj je, to treba ponuditi tudi ostalim, ki pridejo v našo občino, ali pa tudi mogoče z kako, ne bom rekel, skupno blagovno znamko občine in tako nekako spodbujati v našo Slovenijo, da imamo dobro ponudbo. Hvala lepa, gospod Ritlop. Kamenšek, še vaša zadnja beseda pri tem vprašanju? Ja, tule nekako ne smemo pozabiti enega pomembnega področja, in sicer Evropska uredba o prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih zavarovane narave, torej Krajinski park Goričko. Območja zavarovane narave so tudi vodovarstvena območja. Kaj hitro se nam lahko zgodi, da se tudi ravninski del vključi v zavarovano območje kot območje, se pravi vodovarstveno območje. V glavnem ta uredba predvideva do leta 2027 popolno prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, tudi v ekološkem kmetovanju. V glavnem občina mora tu jasno, predvsem ne samostojno, ampak s pomočjo sveta regije, kjer sedijo vsi župani, jasno predstavljati svoja stališča napram Ministrstvu za okolje, Zavodu za zavarovanje narave. Nikakor ne smemo pristati na uvedbo te uredbe, ker kaj hitro se nam lahko zgodi, da bomo potem čez čas ugotovili, da smo zelena, zaraščena oaza Evrope. Hvala lepa. Dajmo še gospodi Ritlopi, pa potem še vi tudi. Ja, o tem, saj nimaš toliko časa, da bi se lahko več povedal o tem, res je, ta Natura 2000, ki bi naj bila v Evropskem parlamentu sprejeta. Jaz kot berem, naši tudi poslanci kot država se s tem ne strinja, glede uvedbe, tako da tu sva nekako skupaj spodbujava, mislim, da oba dva, neko ekološko kmetovanje, ki treba, predvsem na goričkem delu, ampak ta način te omejitve fitofarmacevtskih sredstev pa upam, da bo država imela ta močen vpliv, tudi ne samo občine, ampak celotna Slovenija, da tega ne bo prišlo. Gospod Kamenšek, samo en 30 stavek. sekund. Moja iskrena želja je, da predvsem mladi
na našem podeželju vidijo potencijale kmetijstva. Tu jim moramo pomagati tudi s strokovnimi službami, svetovalnimi službami, tudi pri prijavi razvojnih projektov. Jaz želim, da mladi ostanejo na kmetijah, da obdelujejo naprej našo Goričko krajino in konec koncev tudi jaz kot aktivni čebelar sem se nekako zavezal k temu, da bom to ohranil. Zdaj pa še eno vprašanje za oba, pa če me lahko v 30 sekundah odgovorite. Kaj pa zdrave ljudi, pa zdrava pitna voda? To je verjetno povezano z temi omejitvami, ne? Vam je v interesu, da ljudje v vaši občini imajo svež zrak, zdrav zrak, neonesnažen zrak, pa zdrava pitna voda? Glede na tega, jaz mislim, kar se tiče tega, če se pogovarjamo zdaj o teh sredstev, jaz mislim, da tu študije pa nekaj, se pravi, tudi inšpekcija glede tega je. Jaz mislim, da tudi te kmetje, ki to že uporabljajo, vejo, kako se to uporablja, na kakšen način se uporablja in koliko, jasno. Kot sem rekel, za ekološko kmetovanje spodbujam. Ampak če govorimo pa o vseh teh večjih programih, ki jih imajo kmetje, nekako ekološko kmetovanje ne bo šlo skozi. Zato vseeno jaz mislim, da glede pitna voda ne bo ogrožena, imamo mi pitno vodno dobro v naši občini, imamo težave seveda z priklopi na ta mestni vodovod, ampak mislim, da s tem težav tudi naprej, nazaj, nimam toliko podatke, da bi naša voda ni bila dobra. Gospod Kamenšek, še vašo 30 sekund glede, kaj zdaj, zdrava voda, zdravi zrak. Čisti zrak, zdrava voda je osnova za ustvarjanje kvalitete življenja na podeželju. Torej, pogovarjamo se o osnovi, če želimo graditi naprej, brez osnove ne gre. Kar se tiče FFS-ja, tehnologije so toliko napredovale, da več za naravo ta sredstva niso toliko škodljiva. Moramo povedati, da tudi v ekološki pridelavi se uporabljajo fitofarmacevtska sredstva na drugačen način. Uredba bo prepovedovala vse. Je pa res, da bomo verjetno čez čas morali tudi obujati naše stare vodnjake, vkolikor bo v teh sušnih mesecih za namen kmetijstva to potrebno. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Gremo še sedaj na to zadnje vprašanje, to pa je vam namenjeno, gospod Ritlop. Prej se je že omenil Krajinski park Goričko. Kajti večina občine Puconci spada pod zavarovano območje Krajinskega parka Goričko. Pa za vas vprašanje, kje vidite tu prednosti, slabosti oziroma priložnosti in nevarnosti Krajinskega parka Goričko? Bom tako oboje rekel, prednost in slabosti tega Krajinskega parka. Mogoče kot jaz sam, ki živim, nisem toliko vpleten v to. Krajinski park je pač neko območje, da deluje skupaj z naravo, da imamo čim manj posegov v naravo. Tu je, kot smo prej imeli, je pomembno ekološko kmetovanje, pomembno je sobivanje z naravo, z ljudmi. Mogoče je pa težava to, ki jo občutim, da ko se pogovarjam z občani, da nimajo možnosti nekaterega razvoja, pač ljudje tam živijo in želeli bi se mogoče neki drugačno možnost ali glede v podjetništva ali kmetovanja ali pa tudi same gradnje hiše in tu kot občina seveda mora pripraviti tudi ta prostorski načrt, ampak vidim pa vseeno tu težavo, ker tu so neki pogoji, ki so že napisani, ki so uvedeni in malo možnosti glih za neko, da sama kot občina pri tem, da vpliva na ta Krajinski park, ima zelo majhen. Pa upam, da vseeno z nekim dogovorom, predvsem to, da si lahko mladi gradijo hiše na tak način, ki si sami želijo, tudi s tem možnostjo, ne glede tudi na našo občino, to celo občini, tudi možno na nekih ravnih streh, ampak nekako hišo po njegovi meri, ki si jo ta mladi želijo, ali pa tudi podjetništva, ali pa tudi kmetijstva, ki smo se prej pogovarjali. Hvala lepa, gospod Kamenšek, še vaš pogled na Krajinski park Goričko? No, Krajinski park Goričko moramo nekako gledati, jemati, dojemati kot celoto. Namen ustanovitve je bil ohranjanje narave, kulturne krajine, naravne krajine in pa izboljšati kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
Zdaj delno se te stvari izvajajo. Jaz živim na območju Krajinskega parka Goričko. Jaz, ko sem si gradil hišo, nisem imel nobenih težav, ker sem pač se prilagodil ne zgolj zahtevam Krajinskega parka Goričko, ampak odloka občine Puconci, na kak način in v kakih gabaritih se lahko gradi. Bolj vidim problem v tem, da ta občinski prostorski načrt ne predvideva cone znotraj občin, kje bi kaj komu bilo namenjeno in to mora biti usklajeno s Krajinskim parkom Goričko. Krajinski park Goričko ni ustanova, ki bi zavirala, ampak je Krajinski park Goričko tudi predvsem ustanova, ki spodbuja delovanje na področjih parka. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Gospod Ritlop, še vaša zadnja beseda. To je to, kako so se o tem pogovarjali. Neki ima neko svoj del Krajinskega parka, kako sem rekel, življenja z naravo, z dediščino, ki jo pač ima našo Goričko. Res je, včasih bom tako rekel, da Goričko je neka taki, bi rekel, neko sožitje našega celotnega Prekmurja. In to, ko vidijo nekateri, reče tudi tako, saj se pa Prekmurje nič ne razvija, ne? Ampak Goričko mora ostati tudi na nekem delu kot tradicija, kot ime, da je to res Goričko, ne po nerazvitosti, ampak tudi nekdo pride in reče, ja, saj Prekmurje je samo neka ravnica, ne, Goričko je del, tudi kot jaz sam kolesarjem, ni tako enostavno prekolesariti to Goričko. In res pa je, da nekatere stvari pa mislim, da bi skupaj z Krajinskim parkom, mogoče pa tudi gledali tudi v prihodnost, da damo nekim predvsem našim mladim možnost, da se tudi vidijo neko prihodnost našega Prekmurja. Hvala lepa, gospod Ritlop. Hvala lepa, gospod Kamenšek. Torej, te teme smo zaključili. Sedaj pa še prihajamo na vprašanja, ker nam dejansko čas nas preganja. Smo izbrali dve vprašanje, na katerega prosim, da oba odgovorita. Pa bi šel na vas, gospod Kamenšek. Tukaj je vprašanje, ki ga je postavil Sašo iz Puconec, ki sprašuje, ali podpirate izgradnjo sežigalnice v Ceropu Puconci. Ne. Moj odgovor je jasen, glasen ne. Predvsem več razlogov za to je. Ne? Prvi razlog je definitivno ta, meni je mar za občanke in občane, mar za krajanke krajane vasi Puconec. Jaz se zavedam, da verjetno tehnologija je že toliko napredovala, da verjetno ne bi bilo hudih vplivov na okolje, ampak vseeno jaz pravim ne. Eden izmed teh razlogov je tudi količina zbranih odpadkov. Mi na Razvojnem svetu regije smo to že obdelovali in enostavno je premalo odpadkov. Imam pa vseeno idejo, na kak način, in to smo se že tudi skozi predstavitve moje pogovarjali. Jaz bi predlagal rudarjenje v Puconcih na Ceropu, pa ne na način, da kopljamo zemljo, ampak da izkoristimo to, kar imamo tam, bela tehnika, tako naprej, za pridobivanje žlahtnih kovin, potem pa prodajanje. Hvala lepa, gospod Kamenšek, vaš čas je potekel. Še, gospod Ritlop, vaš pogled na sežigalnico v Ceropu, bi bila primerna, ne bi bila primerna? Torej, kako vi gledate na to? Ne, nikakor ne. Mislim, da največ tega razloga tudi. Zdaj, kar se tiče tehnologije, verjetno je v redu. Mislim, da so inšpekcije pozadaj, pa meritve glede ekoloških dejavstev, pa tega mislim, da ne bi bilo sporne. Vendar res je pa to. Sežigalnica, če bi bila, bi mogla biti zraven, se pravi, tega odlagališča Cerop. Ampak te frakcije, ki pridejo v Cerop, mislim, da so premajhne. Tako da je prišlo bi še verjetno z drugih krajev še zraven in tega je potem bilo že masovno in tega se tudi jaz sam ne želim kot župan v občini. Tudi mislim, da si občani tega ne želijo. Vseeno imajo neko skrb za to, ali bo vpliv na okolje. Ne glede na to, da energetska kriza je, da je mogoče bila potreba potem, samo jaz trenutno ne, tudi z nekim javnim dialogom skupaj z njimi trenutno tega ne podpiram. In upam bom, da tega ne bo prišlo. Če je pa država našla kak drug način, kako se teh frakcij, se pravi smeti, nekako loti drugače, je pa zelo dobrodošlo.
Pa upam, da tudi ta nova direktorica, ki je Simona, dobro dela tudi z komunikacijo z občino, vemo vsi, krajevno skupnostjo in z Vanečo sodeluje dobro. Hvala lepa. Gremo sedaj še na zadnje vprašanje, ker smo že skoraj 1 uro v studiu, pa nekako smo rekli, da bi probali znotraj 1 ure izvesti to soočenje. Pa gospod Ritlop, za vas vprašanje. Tu pa nam je Dejan, ki je napisal, da je iz Goričkega in nekako je pokomentiral delo občinske uprave, za katero trdi, da ni učinkovita pri svojem delu in da trdi, da bi jo bilo potrebno zamenjati. Torej zaposlene zamenjati. Ali se zaradi neučinkovitosti tako trdi, ali se vi s to trditvijo strinjate? Ne, bom tako rekel. Ljudje, ki poznam, ki tukaj delajo na občinski upravi, delajo dobro. Kot sem že prej, mislim, da sem že govoril enkrat o tem, danes potrebna je reorganizacija, medse komunikacija in drugačen način dela. To se da narediti, mislim, da z neko učinkovito komunikacijo, medsebojno komunikacijo, tudi z vodstvom občinske uprave je potreben pogovor, najti možnost na kak način in to jaz ne vidim nobenega problema, da se ne bi o tem pogovorili, to tudi delajo podjetja. Mi pa mogoče bom pa tako rekel, kako bi se pa počutili, da vsake 4 leta prije novi župan in če ti kot uslužbenec občinske uprave se bo že ob 10. zvečer pakiral, ja, jutri pa jaz ne bom šel v službo, ker je drugi župan. Mislim, da to ni dobro. Samo treba pogovor, novi način dela in je kot jaz, kot gospodarstvenik, ki delamo v gospodarstvu, smo že nekaj reorganizacij imeli in te ne vidim težav, da tukaj ne bi naredili tudi občinske uprave. Hvala lepa, gospod Ritlop. Gospod Kamenšek, še vaš pogled na delovanje občinske uprave v občini Puconce? No, to je zelo pereča tema, ki sem jo zaznal po terenu in bom ponovil odgovor, ki sem ga dajal našim občanom in sicer jaz sem poskušal ta odgovor podati na primeru športa. Torej, ko nogometna ekipa igra slabo, pridemo do tega, da se menja trener. V tem primeru jaz, župan, kot trener. Vsak nov trener prinese neke sveže ideje, nov način treningov, tudi nova taktika v igri in potem igramo naprej. Čakamo, da pridejo rezultati, prihajajo rezultati, vendar pa vmes aktivno opazujemo, ocenjujemo, na katerih področjih na igrišču smo pa mogoče vendarle prešibki in tam potrebujemo ukrepitve. Dobimo ukrepitve in potem nekako ekipa pride do tistega želenega, do želene igre, do želenih rezultatov, tako da nikakor ni za pričakovati z moje strani, da kot Branko pravi, prideš prvi dan, vse spucaš, ampak začnemo znova. Ne boste, če boste izvoljeni, ne boste. Brez metle. Brez metle. Ja. Dobro, jaz se vama, draga kandidata, lepo zahvaljujem. Šli smo dejansko vse te vsebinske sklope smo nekako obdelali. Vem, da je še tu ogromno prostora za različne debate, ampak nekako smo časovno omejeni. Pa gremo sedaj na zadnjo zadevo. To je pa dejansko tako imenovana zaključna misel oziroma nagovor volivk in volilcev. Damo vam na razpolago 2 minuti, da lahko občane in občanke občine Puconci, ki bodo 4. decembra šli na volitve, tudi nagovorite in jih nekako s tem motivirate, da naj gredo na volitve in glasujejo za vas. Tako da, gospod Ritlop, glede na to, da ste bili prvi oziroma da ste dobili največ glasov v prvem krogu volitev, bi gospod Ritlop vas prosil, če nagovorite občane in občanke občine Puconci. Spoštovane občanke in občani, hvala še enkrat za podporo v prvem krogu. Vidim, da ste mi dali neko podporo za moje delo za nazaj in tudi željo za naprej. Grem za ambicioznimi načrti, z vizijo, predvsem pa, da občina se želim, da ima neko novo zgodbo in neko novo vsebino. Želim se, da se občina obnaša podjetno. To je zelo pomembno, saj drugo leto prihajajo težki časi in tako tudi razmišljam. Skupaj z mojo ekipo, tudi z mojo družino, si nekako želim, da bo v naši občini prijetno,
za bivanje, tudi tistim, ki pridajo, da nas samo obiščejo, pa vsem pa za te mlade, ki nas bodo se k nam preselili. Občina ima željo za razvoj, ima željo, vizijo za prihodnost in vsi vi, ki si želite boljše občine, pridite v nedeljo 4. decembra na volitve in okrožite preštevilko 1 Branko Ritlop. Hvala lepa, gospod Ritlop. Gospod Kamenšek, še vaša zaključna beseda in nagovor volivk in volivcev v občini Puconci. Drage občanke, spoštovani občani, najprej še enkrat iskrena hvala. Hvala za vsak vaš glas, ki ste mi ga namenili v prvem krogu volitev in hvala za vso podporo, ki mi jo izražate pred drugim krogom. Res iskreno sem vam hvaležen in veseli me, da ste v meni prepoznali osebo, kateri ste pripravljeni zaupati vodenje občine v prihodnje. Pa bom še enkrat ponovil, vizija občine izhaja iz njenih temeljev, to je iz vas, občank in občanov. Nima smisla graditi vizije, s katero se vi ne poistovetite in je ne čutite. Kot bodoči župan vam obljubljam, da bo občina postala trajnostno naravnana, razvojno prodorna občina, ki bo izkoristila vse svoje potencijale, predvsem pa največji svoj potencijal, svoje največje bogatstvo, to ste vi, drage občanke in občani. Kot bodoči župan občine Puconci vam tudi obljubljam, da bom deloval v skladu s svojim poslanstvom. Tukaj sem, da prisluhnem in pomagam. To je in bo moje vodilo. Spoštovane občanke in občani, moja vrata bodo vedno odprta. Želim, da sodelujemo. Bodimo složni in najdemo rešitve. Občina ni od župana, občina je od vseh občank in občanov. Vaš glas za mene je glas za svetlo, mladostno, energije polno zrelo, delovno, pošteno, korektno, modro in predvsem enotno prihodnost občine Puconci. Že prej sem dejal, jaz sem zavezan k vam, občanke in občani, in ne političnim strankam. Vabim vas, pridite v nedeljo na volitve, obkrožite številko 2 pred imenom Uroš Kamenšek, zaupajte mi odgovornost, jaz vam pa na tem mestu obljubljam, da vas ne bom razočaral. Spoštovana kandidata za župana občine Puconci, hvala lepa za obisk našega studia, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, predvsem pa občani in občanke občine Puconci, upajmo, da smo vam z današnjim soočenjem kandidatov za župana občine Puconci olajšali odločitev, ki jo boste sprejeli 4. decembra, ko se boste odpravili na volitve za župana občine Puconci. Hvala za pozornost in nasvidenje.